Lep pozdrav vsem skupaj, Mihael Žmaher iz Duhovnega telesa Potovanje duše sem z vami in danes imam za vas en prav fajn video. Ta video je namenjen vsem tistim, ki čutite že od nekdaj znotraj sebe, da ljudje v resnici s svojimi človeškimi možgani na planetu Zemlja vemo zelo malo v primerjavi s tem, kar se nahaja tam zunaj v vesolju. Ta video je namenjen vsem, ki znotraj sebe čutite, da lahko človek v resnici, ki se zaveda sebe in ima zbujen celični spomin o tem, kaj je mogoče, v resnici veliko bolj upravlja resničnost, v kateri živi, kot pa to, kar so mu povedali, da lahko. In jaz sem to dvoje, ti dve vprašanje že od nekdaj imel v sebi, že kot otrok, in skozi sem čutil, da imamo ljudje veliko večje moči, kot so nam rekli, da jih imamo, in da obstajajo neka znanja, neke energije, neki skriti zakoni, o katerih nihče ne uči. In že od nekdaj sem imel v glavi misijo, da jih bom našel. In se prav spomnim, ko sem, mislim, da bil 6. razred osnovne šole, sem prvič slišal za Aleksandrijsko knjižnico. In to je bila ena največjih starodavnih knjižnic, v kateri je bilo na tisoče in tisoče starih spisov, modrevcev, duhovnih učiteljev o tem, kakšen je svet, o tem, kakšno je vesolje, skrivnosti starih civilizacij. Ampak ta knjižnica je zgorela in vsi ti starodavni zvitki so bili uničeni. In jaz se spomnim, ko sem takrat to slišal, meni so se kar solze ulile, ker jaz bi toliko šel v to knjižnico. Skratka, leta kasneje sem začel meditirati in ta knjižnica, spomin o tej Aleksandrijski knjižnici je bil še vedno nekje daleč v moji podzavesti. Skratka, in med eno izmed mojih meditacij, ki jaz delam doma, mi kar naenkrat pride v glavo en duhovni vodnik in reče, tisto, kar iščeš, je modra alkimija. In jaz, kaj? Tisto, kar ti želiš zvedeti o vesolju in tisto, kar tebe zanima o življenju, upravljanju življenja, te bo naučila modra alkimija. In tisti dan se je začel za mene dogajati v glavi popolnoma novo vesolje, ker sem spoznal modro alkimijo. Jaz vem, da ljudje na planetu Zemlja že tisočletja odkrivamo duhovne zakone, odkrivamo skrivnosti življenja čez različne veje, čez biologijo, medicino, meditacijo, na različne načine odklepamo svoj celični spomin o tem, kdo smo. Ampak ko je prišla pa modra alkimija z svojimi meteornimi znanji, takrat se je pa meni začel v glavi dogajati kvantni skok. In danes vam bi rad povedal v tem videu, kaj je modra alkimija, zakaj je tako posebna, zakaj je tako energijsko močna in iz kje prihaja. Modra alkimija je energija, ki izvira iz Atlantisa. Atlantijsko civilizacija v vesolju opravlja vlogo leadershipa, to se pravi, Atlantis zagotavlja voditeljske energije. In s temi svojimi voditeljskimi energijami Atlantis podpira ostale planete, ki rabijo pomoč pri tem. In eden izmed planetov, ki vibrira na nižji frekvenci kot Atlantis, je planet Zemlja. Zato ima Atlantis s planetom Zemlja sklenjen pakt. To pomeni, da Atlantis pomaga ustvarjati energijske kode, manifestacije za planet Zemlja, zato da lahko bitja na planetu Zemlja potem za svojim včasih omejenim razmišljanjem ustvarjamo tisto, kar si želimo. To se pravi, mi kar ne naključno delamo stvari, kot jih delamo, ampak v ozadju so neki globoki duhovni zakoni, manifestacije, zaščite, zdravljenja in tako naprej, s katere ljudje na podzavestni ravni upoštevamo in delujemo v skladu z njimi. In te zakone, te manifestacijske kode za planet Zemlja piše Atlantis in to dela s pomočjo modre alkimije. Tako da, s pomočjo modre alkimije Atlantis ustvarja manifestacijske kode o tem, kako lahko ljudje na planetu Zemlja dosegamo stvari, kako lahko upravljamo stvari. Zdaj pa gledajte, zakaj je to mogoče? To je mogoče zaradi tega, ker je planet Zemlja zgrajen iz elementalov. Celoten planet Zemlja je zgrajen iz elementalov, iz mikrodelčkov resničnosti. In nekatere izmed teh elementalov smo spoznali v periodnem sistemu pri kemiji v šoli, nekaterih izmed teh elementalov človek še ni odkril, ker še ni prišel tako daleč, in nekateri izmed teh elementalov so eterični, to se pravi nevidni človeškim očem. In ti elementali potem kreirajo in ustvarjajo vse, kar se okoli nas dogaja, nahaja, to se pravi vse ljudi, ves materialni svet, vsa premikanja energij, vse to gre čez zavest teh elementalov.
Tisto, kar pa ljudje na Zemlji dolg časa nismo vedeli, pa je, da imajo elementali svojo zavest. Da ima vsak elemental svojo zavest, da ima kisik, ogljik, helij, baker, zlato, železo, vsi ti elementali imajo zavest. In oni razmišljajo in na podlagi programa, katerega razmišljajo, se potem oni oblikujejo v resničnost. Ne? In ko so meni to razložili v meditaciji, je meni začel vibrirati, so mi začeli možgani. Ker sem začel razumevati, da če se človek zaveda, kako programirati elementale resničnosti, lahko resnično karkoli dela. Človek ima sposobnost ukrivljati čas, človek ima sposobnost ukrivljati prostor in človek lahko ukrivlja količino. In ko človek enkrat razume ta znanja, kako se ukrivlja svet, kako lahko manipuliramo oziroma upravljamo, ne? Manipulacija ni negativna beseda, ampak pomeni upravljanje svet okoli sebe, lahko človek naredi karkoli. In tukaj so mi začeli Atlantidi oziroma Atlantisovi duhovni vodniki razlagati zakone modre alkimije. In ko sem začel to pisati, ko sem začel to razmišljati, študirati, te terapije alkimistične in meditacije izvajati, se mi je v glavi pojavil eden izmed najbolj neverjetnih tečajev, kar sem jih videl. In to je tečaj modre alkimije. Tečaj modre alkimije je tečaj, ki ga začnem zdaj oktobra in je tečaj, na katerem bom učil manifestacijske kode Atlantisove modre alkimije. To so kode, s katerimi lahko ljudje, če se jim duhovno odpremo, naredimo karkoli želimo. To so kode, ki učijo, kako programirati zavest ljudi in jo voditi v skladu s svetlobnimi načeli. To so kode, ki nam pomagajo programirati zemljo, zato da lahko prizemljimo manifestacijo. A ste vedeli, da včasih človek ima neko vizijo, pa je ne more manifestirati oziroma prizemljiti, ker ni usklajena s frekvenco planeta Zemlja. In to je edini razlog. Da se človek matra, meditira 5 let, 6 let in se nič ne zgodi. Ja, valjda, da se ne zgodi, če ni manifestacija usklajena s frekvenco Zemlje. In zato obstaja prav posebna koda. Pa obstajajo kode, kako namesto linearne manifestacije začeti izvajati razpršeno manifestacijo. Se sedaj vprašali, zakaj nekateri ljudje živijo tako počas. Je valjda, da se nekaterim ljudem tako počas dogaja življenje. Ne vem, večina ljudi v življenju doseže 2-3 velike stvari in decid v 80 letih. Kaj se dogaja časovno? Je zato, ker ljudje manifestirajo linearno, to je prav korak za korakom. A ste vedeli, da obstaja razpršena manifestacija? Da lahko mi manifestiramo na 1000 koncih naenkrat in da zato obstaja energijska koda, katero uporabljajo najmočnejše duhovna bitja, zato da lahko delajo z večjimi ljudmi, biti planeti naenkrat in ta koda je pri nas ljudem na voljo. A ste vedeli, da naprimer ima vsak elemental, kemijski, fizikalni elemental, ki gradi našo resničnost, možnost, da deluje v različnih oblikah. Eden izmed takih elementalov je ogljik. In ogljik, naprimer, imamo na planetu Zemlja v 2 verzijah. Imamo ga kot grafit, kot svinčnik, s katerim pišemo, in kot diamant. Zakaj se ogljik v enem primeru formira v diamant, ki je ena izmed najdražjih snovi na planetu Zemlja, in v drugem primeru v grafit, ki ga lahko kupimo v vsaki knjigarni za par centov? Kaj se zgodi energijsko, molekularno z ogljikom? Zakaj v enem primeru postane diamant, v drugem pa grafit? A ste vedeli, da lahko ljudje ta namen elementa spreminjamo? Da imamo ljudje v resnici to manifestacijsko moč, da lahko tako daleč gremo v upravljanje resničnosti? A ste vedeli, da lahko ljudje upravljamo zavest posameznikov, zavest gor, da lahko ljudje odpiramo portale do najmočnejših civilizacij v vesolju in iz njih neposredno vlečemo informacije o tem, kako so oni dosegli svoje obilje na planet Zemlja? To so znanja, ki jih bom učil na tečaju modre alkimije. In ta tečaj ni za vsakogar. Ta tečaj je samo za tiste ljudi, ki imajo ekstremno duhovno močen želodec, zaradi tega, ker bomo šli v razmišljanju veliko dlje kot od tega, kar so nas naučili, da je mogoče. To je tečaj, ki prebuja na najbolj neverjetnih nivojih in je tečaj, o katerem jaz ne morem nehati govoriti.
Zato si poglejte nekje na povezavi, mislim, da imate spodaj link oziroma povezavo do tega tečaja, kjer imate več informacij, kjer lahko si preberete več stvari in si zagotovite mesto na tem tečaju. Ta tečaj bo potekal preko spleta, v celoti se bo posnel, lahko ga boste pogledali tudi kasneje. Ves material dobite, vse spisane stvari, informacije o tem tečaju, posnete studijsko vodene meditacije in dobite 4 drage kamne. Diamant, safir, smaragd in rubin, ker so to 4 kristali, preko katerih Atlantis najlažje prizemljuje svojo energijo. In vse te 4 kristale bomo v 4 mesecih inicirali, aktivirali in vam bojo predstavljali portal, preko katerega boste lahko vi kode modre alkimije sidrali v svoje življenje. Tako da odločitev, ali boste vi postali manifestacijsko eno izmed najmočnejših biti na planetu, je čist vaša. Tako da spodbujam vas, da se odprete modri alkimiji in da pogledate, kaj je tisto, kar civilizacije že tisočletja hranijo za nas, pa iskreno priznam, nisem verjel, da bom za časa svojega življenja na planetu Zemlja lahko ta znanja tudi učil javno. Ampak, glej, doba se je zamenjala, ljudje imamo različne preizkušnje, človeštvo je čas, da se zbudi, zato je Atlantis ponudil svojo modro alkimijo. Poglejte si ta tečaj, začnem ga v začetku oktobra, mesta na njem so omejena in se zelo veselim, da se vidimo na njemu. Tako da, imejte se lepo, do takrat vas pa lepo pozdravljam. Čau.